Nahajamo se v galeriji Murska Sobota, kjer ima v veliki galeriji in na balkonu galerije samostojno razstavo Borut Popenko. Naslov razstave je Odstiranja, kar je seveda zelo ustrezen naslov za to razstavo. In Popenko je eden izmed redkih slovenskih umetnikov, ki se na zelo izviren način lotevajo in izražajo skozi polje geometrijske umetnosti. Zdaj, geometrijski liki so omejeni, so večni, kvadrat bo vedno kvadrat, lahko je večji, lahko je manjši, vedno bo pa kvadrat. In se pravi, različni galerijski liki, različne sestavljanje teh likov, različne kombinacije z različnimi barvami omogočajo tako rekoč permutacijo v neskončnost. Pa vendar je geometrijska umetnost tista, ki lahko postane tudi zelo dolgočasna. Pri Borutu Popenku seveda temu ni tako in mogoče je že sam začetek, sama zasnova, samo izhodišče zelo izvirno, saj se Popenko ne tematizira treh osnovnih barv, ne tematizira ne zlatega reza in tudi ne Fibonaccijevega razmerja. Se pravi, k geometriji povsem nepričakovano ne pristopa matematično, ampak intuitivno. Tako si tudi skice za te svoje slike sestavlja iz odpadlega materiala, se pravi odpadnih vabil za razstavo, reklamnih katalogov in podobno, ki jih poljubno sestavlja, lepi, dela iz njih različne makete in potem dela tudi barvne skice, s katerimi bo dokončal to sliko. Ko gledamo te slike, te oblikovana platna in te ploske monohromne barvne nanose, ki so ločeni med sabo z strogim rezom, si mislimo, da bi v času računalništva, računalniške sodobne tehnologije bile te zadeve narejene zelo zlahka. Vendar pa se Popenko tega loteva na stari, manualen način. Se pravi, ko naredi skico za svojo sliko, naredi tudi sam v svoji delavnici temu primeren podokvir. Vse skratka naredi sam in pri tem, ko tako gledamo to razstavo Odstiranja, ki je zdaj postavljena v galeriji Murska Sobota, imamo občutek, kot da bi bila ta razstava narejena točno natanko za ta prostor, kar seveda ni. In v tem se nam zbudi še en drugi občutek. Tisti občutek, ki ga ne dobimo, če gledamo Popenkovo eno samo delo ali pa dve deli na skupinski razstavi ali pa njegova dela v njegovem katalogu, namreč en element tujosti, se pravi, kot da bi te slike popadale sem iz nekega drugega sveta, kot smo to recimo v kulturni zgodovini srečali v Kubrickovem filmu Odiseja v vesolju 2001, se pravi tisti monolit, ki pade od nekod v neko okolje, v katerem nima nobene povezave z ničemer, ali pa temu podoben črni objekt na ovitku albuma Presence skupine Led Zeppelin, ki prav tako nima povezave z ničemer, enostavno se tam znajde. Se pravi, ne govorim o oblikovnem sorodstvu, ampak o tem sorodstvu tujosti v nekem okolju. Prav tako ne moremo tukaj govoriti o aiheropautoji, se pravi o tistem podobah, ki niso bile narejene s človeško roko, se pravi ikone, ki jih ni naslikal slikar, ampak so bile vtisi dejanskih oseb, ampak gre za nek drug element tujosti. V bistvu gre za mimikrijo, saj mi ne vemo, eno je ta mimikrija samega materiala, ne vemo, ali so te slike narejene na platnu, ali so izrezane iz papirja, ali so pa enostavno izrezane iz lesa s pomočjo CNC tehnologije. Druga stvar je seveda mimikrija samega prostora s temi odstiranje, zastiranje, se pravi na nek način tematizacija Albertijevega pojmovanja slike kot pravokotnika v steno, skozi katero potem on naslika pokrajino, ki jo vidi. Popenko to tematizira tako, da postavlja tri prostore.
Eden je prostor pred sliko, eden je prostor za sliko, eden je pa prostor same slike, ki se tudi s tem, ko je postavljena na steno, spremeni sama zase. In zdaj, ko gledamo to geometrijsko umetnost, se mi zdi zanimivo, če se spomnimo na Vitruvijevo omembo, ki jo ima v svojem delu o arhitekturi, o prigodi filozofa Aristipa, ki je doživel brodolom in bil naplavljen na otok Rodos, in tam je srečal risbe geometrijskih likov in ob tem dejal: nadejajmo se dobrega, vidim človeške sledi. Pri Borutu Popenku ne vidimo nobene človeške sledi. Se pravi, tudi črta, ko je narejena, ali je to aksonometrična risba, ali je naris, ali stranski ris, ali je tloris, je povsem tehnična črta, ne izraža nobenega umetnikovega občutka. Se pravi, ko se spostavi ta neka odtujenost, ki nam govori prej spričo geometrijskih likov o odsotnosti človeka kot o njegovi prisotnosti, kot smo to srečali v omenjenem Aristipovem primeru. Se pravi, gre za neko kriptografijo dejanskega prostora. Zdaj, ko gledamo tudi te oblikovana platna s temi ostrimi robovi, značilno je, da Popenko uporablja predvsem geometrijske like, kot sta kvadrat, pravokotnik, trikotnik, nikoli pa kroga. Krog bi bil v njegovem opusu očitno preveč statičen, in bi nekako razblinil to iluzijo, ki jo Popenko s temi svojimi slikami ustvari. Zdaj, ko pa gledamo te ostre robove, se mi pa zdi zanimivo sledeče. Namreč vedno, ko se srečamo v umetnosti z ostrimi robovi, se srečamo s tistim, kar nam naš paleokorteks govori kot o neki nevarnosti. Se pravi, ostri robovi nas spominjajo na zadeve, ki so nam nevarne. Se pravi, ali so to ostre skale, ali so to čekanje zveri, ali so to hladna orožja, se pravi nekaj, kar nam grozi. To je recimo kontra temu je William Hogarth imenoval linijo lepote, se pravi kačasto linijo. Ne oster rob, ampak mehko upognjena linija, ki jo pa je sam našel v boku ženskega telesa ali pa v shemi angleških podeželskih plesov. Te oblosti Popenko ne ustvarja in tu pride do ene preobrazbe te tujosti v neko domačnost. Se pravi, gledalec, ki se znajde sam v galeriji in gleda te slike, se mu ta tujost spremeni v tisto, čemu sta Platon, Aristotel govorila kot o začudenju, se pravi taumazein, se pravi človeški pogled tipa in odkriva za znanimi prostori tiste povsem drugačne fizične, iluzionistične in metafizične prostore.